Aurora se je pri 11-12 letih počutila utrujeno. Niso je več veselile stvari, ki so jo prej zanimale, že vstati iz postelje ji je bilo težko. Takrat sem v bistvu začela iskati mehanizme, s katerimi bi si lahko pomagala, ampak ker nisem vedela, kaj je prav, kaj je narobe, sem se obrnila proti sebi. Začela sem se samo poškodovati, se je razvila tudi motnja hranjenja. Iskala sem načine, kako bi lahko čutila kontrolo nad bolečino, ki sem jo čutila v tistem momentu. Pojavile so se tudi samomorilne misli, kasneje poskusi samomora. Sploh v osnovni šoli se ne govori o tem. Je velikokrat potem predpisano, da so najstniška nihanja. Svet je pač tak. Nikakor ni res, velikokrat je nekaj globjega, nekaj težjega v ozadju. Prej, ko poiščemo pomoč, prej se lahko zboljša stanje. Zdaj se o svojem duševnem zdravju pogovarja s svetovalko. Mladi zelo težko pridejo po pomoč in več, ko se o tem govori, lažje mladi spoznajo, da to se dogaja. Tako, ko zbolimo ali pa si zlomo katero od okončin, nas boli zob, tako se to dogaja, da pač imamo težave v duševnem zdravju in da ni nič tazga, da se je to njim zgodilo, ker niso edini. Pri psihičnih boleznih je definitivno nerazumljeno to, da ne gre za odločitev in sploh pri depresiji, da ne gre za lenobo, da se mi ne da vstati iz posle, ampak v tistem primeru enostavno ne morem. V oporo je mama. Prav tako posluša glasbo, riše, bere, dela in se izobražuje. Poleg tega vsak mesec obišče psihiatrinjo. Za zdravljenje se je odločila pri 17 letih. Razvila je tudi strategije, ki ji pomagajo. Si določim na dan pol ure, kjer lahko čutim vsa ta negativna čustva in potem jih enostavno izklopim. 10 let kasneje bi takrat 12-letni Aurori sporočila tole. Da ni narobe, da govorim o stvarih, ki jih čutim. Ne glede na to, kaj bi si ljudje lahko mislili, kako bi me obsojali, je še vedno bolj važno, da jaz poskrbim za svoje psihično zdravje. Zato, da se počutim tako, kot bi se mogla pri 11-12 letih, pa da ni narobe poiskati pomoč.